Iskali so načine, kako preveriti dejanske zmogljivosti novega telefona, ki ponuja 4K video, in sva najdla samo tale zaslon in ugotavljava, da na starem dobrem katodnem televizorju se 4K video dejansko zelo dobro vidi. Lenart, glede na to, da si mi že razlagal, da ste imeli doma neke take tehnologije, ki jo je oče privlekel praktično neposredno z Japonske, se najbrž spomniš kratic Vega, Trinitron pa takih zadev. Res je, to kar sva preizkušala prej, je zvenelo zelo znano. Pa bova dala tudi tisto sliko, bova dala tudi. Bom naredil tudi sliko tistega čuda božjega, ki je še zmerom doma in še zmerom dela, in sicer en tak Sony Trinitron iz leta 1972. No, ampak tehnologija je šla naprej. Trinitron ne obstaja več niti kot blagovna znamka, Vega tudi ne, taki televizori, ki sva jih prej pač kazala, sicer še delajo, velika večina jih ni nikoli crknila, ampak so jih ljudje preprosto zamenjali za nove, mlajše in lepše plazme, pa so plazme nehali delati, so prišli LCD-ji in zdaj je spet ta prav čas. Zdaj spet naj bi bil ta prav čas za novo menjavo, nov val menjave, ker vsi trgovci naenkrat imajo poln akcij za vse, kar je večje od 49 oziroma 48 inčov. Ja, in v bistvu vse, kar ima boljšo razločljivost od Full HD. Ampak. Tako da, ja, midva sva tudi letos sva kar nekaj TV-jev testirala. Veliko. Od tistih res dobrih do nekih srednjerazrednih, pa do tudi kakšnih bolj poceni. Recimo, testirala sva med drugim TV, ki ga kupiš za Jurija v Hoferju. In to ne kar pač majhen, ampak koliko je bil? 65 palčen, to 160 centimetrov, res velik kolos, in me je prav zanimalo, kaj bo ta reč dala od sebe. In kaj smo naredili? Na Twitterju se je javil en prostovoljc, ki je rekel, no, jaz bi pa to kupil, ker rabim nekaj takega za pisarno, vidva pa to lahko poskusta, da vidimo, kakšen je televizor, ki ga kupiš zraven zelenjave in ostalih stvari pri diskontnem trgovcu. In smo naredili tak kompleten unboxing, to prvo smo se pozanimali, da ga lahko tudi nazaj vrnemo v mesto, ali kako že, če s čemerkoli ne bomo zadovoljni, in je pač gospod tvegal, kupil, smo prišli s kamero in smo posneli kompleten unboxing, nastavili televizor. In ta televizor, kakor jaz vem, vrši svojo funkcijo. Ja, se v bistvu sploh ni tako slabo odrezal. Ne, sploh ne. Smo bili kar prijetno presenečeni. Zdaj, če zanemarimo pač te zadeve, kar se tiče povezljivosti, pameti pa tega, pa sami izbirniki pa tako naprej, tist je malo tako na nivoju tam enega desetletja nazaj, recimo. Slika je bila pa kar spodobna, no, za en tak denar, ker recimo, če hočeš kupiti enako velik TV, recimo teh bolj znanih znamk, ta je bil pač ta Medion, ki ga prodajajo v Hoferju, ki je sicer v lasti Lenovo, ampak to ni glih zdaj znamka znana po TV-jih, tudi po računalnikih se to šteje kot tak bolj nižji rang. Zdaj, če bi hotel, se pravi, enak velik TV od Samsunga, Philipsa, Panasonica, Sonya, bi to krat 2 ali pa več. Sicer mogoče bi dobil že 4K za tak denar, ampak še zmeraj, pač cenovna razlika je ogromna. In smo ugotovili, da sicer te izbirniki je bilo popolnoma očitno, da so še iz časov pred HD-ja in da so bili samo tako gor malo upsamplani, kar pomeni črke in podobno, tudi slučajno niso tako lepe kot pri današnjih televizorjih. Ampak, če ga pa uporabljate predvsem kot prikazovalnik slike, je bil pa dejansko zelo soliden. Je bil kar dober, ja. Lahko bi imel mogoče malo večjo to razmerje, dinamično, se pravi od čist črne do čist bele, pa to mogoče tam malo zmanjka. Ampak tako, slika dost neprocesirana, precej tako nevtralna, dost naravna, se je dal kar lepo nastaviti, če smo dali kakšen, recimo, dober vir gor, recimo film zakodiran v par gigabajtov velik file, je stvar kar lepo zgledala. Ni bilo nobenih pripomb. Smo gledali od akcij do kakšnih takih bolj festivalskih filmov in prikazovalnik slike za ta denar je bil dober. Kar pomeni, da še zmeram, pa na 65 palcih Full HD bi si kdo mislil, da je malo premalo. To je že kockast pa to, ampak sploh ni. Ne, sploh ni. Dejansko brez kakšnega posebnega procesiranja. Tako ne gledaš to na meter pa pol ali pa nekaj takega. Ja, na tisto razdaljo parih metrov, ker gledaš, ker to 65, to je res tako
že moč kar konkretno z rokami, Ja. če ga hočeš pokazati, koliko je velik. In kot prikazovalnik zaslona, navaden HD televizor, se je obnesel zelo dobro. No, ampak Ja. to ni bila edina stvar, ki se Ja, je no, sej, podobno stvar so tudi testirala od Philipsa. Tudi v bistvu oni so dali zdaj ven en 4K TV, ki je tudi tako, bi rekel, po specifikacijah in po vsem, kar ima, zelo osnoven. Pač dobiš zaslon, ki res prikaže 4K, nima pa nič druga zraven, razen tega, da ima vhod USB, pa pač 3 HDMI ali nekaj takega, tako da v bistvu iz tistega USB-ja zna predvajati že sam večino videe, stvari, ki jih daš noter. videe in fotke. In tudi pri teh videih tam podpira kodeke HEVC pa tako naprej, tako da vse, kar sem dal gor, kar je bilo posnetega z raznimi testnimi pametnimi telefoni pa s fotoaparati, pa to je dejansko Prebal. vse predvajal, vse čisto lepo. Ni pa nobenih drugih stvari zraven, nobene druge pameti, nima niti priključka za internet, ne žičnega, ne brezžičnega, nobenega Androida gor, nobenega Ambilighta, skratka, nič druga. Zaslon. Ampak samo zaslon. Mhm. In tudi sem bil kar presenečen, no, da je slika tudi kar v redu. Zdaj, če ga primerjaš tako, da daš zraven, recimo, To en smo boljši recimo Sonyjev ali pa Panasonicov ali kaj takega 4K za recimo dvakratno ceno, ker ta stane koliko? 600-650 650 recimo za tam 49 vatov. Ja, tako nekaj takega. Če daš recimo enega, ki stane 1300, recimo se pravi krat 2, pa se dejansko v kakšnih motivih se vidi, da on zna več podrobnosti prikazati. Se pravi, tisto procesiranje, ta povečevanje razločljivosti gre tam prek boljših TV-jih dejansko boljš. Sem pa gotovo, da če pa daš res, da je res dober vir tudi pri tem Philipsu, nimam čisto nobene zamere pri tem, koliko je tam detajlov, koliko je lepa slika, zelo lepo prikaže, sploh recimo kakšen, ne vem, Netflix je super ali pa kakšen HBO ali pa kaj takega. Če daš te svoje 4K videe gor, sploh izgleda zelo dobro. Spet se lahko, mogoče bi kdo pritožil, da je dinamika ni glih najboljša, pa da Pa mogoče črnine. ja, pa da barve niso glih tiste najbolj tako, da ti takoj v oči pade vse skupaj, da je res tako živo sijoče, pa to, ja, se strinjam. Pa mogoče kakšni hitri prehodi so sicer čisto v redu, se da tudi nogomet, košarko, karkoli normalen gledati, ni pa zdaj čist civilnato pa tako naprej. Ampak spet, za en tak denar, če hočeš, če veš, kaj boš gledal, če veš, da imaš dobre vire, da boš tako nekaj druga gor priklopil, da ne boš recimo samo TV-je gledal, ampak da boš iz nekih drugih virov spravil gor stvari, je to spet lahko en tak dober zaslon in pa mogoče za koga, ki ga tudi ta pamet v TV-jih malo skrbi tudi iz raznih takih zasebnostnih in podobnih vidikov. Ker vemo, da je pametni tudi- televizorji te poslušajo. Je tudi to, je to lahko svojo prednost. dobra varianta. Tako da to je, ja, in res se to pozna predvsem pri takih rečeh. Pač to so zasloni in prikažejo natanko tisto, kar jim daš noter. Res pa Ja. je, da cenejši televizorji imajo precej manj procesorske moči za obdelavo Ja, slike. in to pa pomeni, da pač enostavno slike nič ne izboljšajo, če je recimo malo slabši vir, pa to, jo pa tudi po drugi strani nič ne pokvarijo, če je recimo, če je pa Ja, ker dober na- vir, tako da, ker imela sva tudi še enega druga Philipsa na testu, to je pa Dražjega. serija 7150, ki pa dejansko zelo procesira sliko, no. Sej, spet, za kakšne stvari je lahko čist fajn. Tam, kjer je recimo v sliki dosti globinske ostrine, kjer v bistvu ni tako posnet, da bi bilo zdaj nekaj spredaj in zadaj bolj tako zabluran, zameglen. Recimo, če bi gledal šport ali pa to, kar je si recimo s telefona posnel, pa to, Pa risanke. pa risanke pa take stvari, kjer je v bistvu vse v sliki ostro, tisto je zelo lepo. Ali pa recimo tudi poročila pa take stvari. Če greš pa bolj na umetniške zadeve, zdaj recimo, če bi gledal filme, ali pa sploh tudi, če gledaš svoje fotografije, pa to je pa procesiranje tako, da tisto, kar je spredaj, totalno poudar in pol vse, kar je zadaj v ozadju, izgleda, kot da bi bila kulisa. Ni nobene globine ni v sliki, no. To malo težko opišemo Ja. z besedami, pa tudi težko se vidi, če bi so poskušala posnetek, no, ampak Ja, ampak to enostavno ne vidiš, ker ne tudi, vidiš.
fotoaparat z enim tipalom tega ne vidi, kot mi vidimo zdaj očesom. Pač ni tega. Pač ni čistega, Ja. ampak je pa res, da pri dražjih televizorjih, pa pametnejših, ker je lahko ta procesiranje enostavno preveč agresivno, Ja, in ga- kar pa vidite samo, če probate, in In ga ga- skoraj ni mogoče. In ga ne moreš, tudi Tudi če v menijih, znižaš. v menijih karkoli sklapljaš, vse možne dinamične nastavitve, vse možne kontraste, ostrine, tako ne prideš do tega, da bi to čist, mislim, da se izboljšati, ampak ni pa to, kar bi človek pričakoval, ker to recimo sploh pri fotografijah se vidi tukaj, je tisto, kar je črno, je res tukaj totalno črno in vse skupaj izgleda tako, kot je bilo včasih, recimo, če si dal fotke, če si nesel nekam v laboratorij, da so jih razvili. In so si- malo nastavitev. Ja, in si pa dobil tako, da je bilo vse narejeno z groznimi kontrasti, pa z groznimi saturacijami, nasičenostjo barv, pa to točen isti efekt je tukaj na tem TV-ju. To, da so pol prišle celo take heretične misli in to je, a se morda danes bolj splača kupiti en res dober, navaden HD televizor, tako z res dobrim zaslonom, pa vse, ki je recimo 2 razreda boljši zaslon, kot pa en tak sreden ali pa vstopen 4K televizor, in nismo vprašanje- čisto prišla do V bistvu je zdaj že zelo malo je teh modelov Full HD. V bistvu sploh vrhunskih. vse gre v 4K in praktično vrhunskega Full HD ni več. Mislim, mogoče lani je še bil, letos jih pa ni več. In zdaj je vprašanje, tisto, kar sva prej rekla, kakšen pocen, da je recimo, da ima dosti normalno sliko, je lahko dobra varianta. Pol te nekak srednji razred 4K se nam zdi, da to ni čisto, ker tam pač očitno hočejo malo takole z algoritmi kakšne stvari prekriti pa tako naprej, kar ni dobrega v zaslonu. Pa ko greš pa malo višji, ko si pa recimo tam 1500 in več. 1500 recimo za 55 diagonale in več, tam je pa spet zelo dobro. To so pa spet enega Sonyja, sva testirala, mislim, da X, kaj že 85. 85 model. Ta je pa v bistvu tako, če primerjaš s kakšnim drugim, je pa tako, zna zelo dobro prikazati. No, mislim, ima dobro procesiranje, tudi ta upscaling, vidi se, da je zaslon, da so te kvantne točke, ali kako temu rečejo, za lepše kontraste, barve, tako naprej. To neko pravi triluminus. Triluminus, ja. Nek triluminus. To se kar pozna, da je malo razlike. No. Tudi ostale stvari so zelo dobre, tudi izbirniki, pač ta Android, ki je gor, zelo lepo dela, vse predvaja. Edina zamera, ki jo imam za ta TV, je to, da ima v bistvu za poganjati Android oziroma igre na Androidu malo premalo zmogljiv procesor, ker tukaj mislim, da je samo dvojedrni noter in se dejansko tam sva poskušala neke Mobilne igre igrati take, kjer je malo bolj hitro gibanje pa to in se je kar malo zatikalo. No, ker recimo to, ker sem na že cenejšem telefonu recimo, pa ni problema. Ja, ker tudi na tistem Philipsu, ki sem prej rekel, ki ima tudi Android, noter pa ima 4-jedrni procesor, je bilo tudi čisto v redu, tako da to je mogoče ena taka stvar, ko jo bodo mogli še pri Sony naslednji generaciji popraviti, ampak drugače pa za tak denar se pa že dejansko da dobiti TV z zelo dobro sliko. Tako da v praksi to pomeni to, da je danes verjetno najbolj taka nesmiselna luknja, je tam nekje rečva od 700 do 1200, recimo tam. Odvisno zdaj spet od velikosti, no, ker pač malo po razredih skače, recimo tam od 43 do 49 je nekje 200 evrov, pa pol spet od 49 do 55 je 200-300 evrov razlike. Sam pol, recimo od 55 do 65 pa poskoč, tam je pa pol, ne vem. Cenovno eksponentno. Ja, in pol od 65 na 75 pa sploh to, pa sem kar ta recimo Sony, ki sva ga testirala konkretno, je bil mislim, da 75 in to je bila cena okrog 5000 ali nekaj takega. Že, ja. Ja, ta isti je pa na 55 je pa za 1600. Tam nekje. In tukaj se pa zelo poznali to, da je pa res tudi to, da so očitno proizvajalci sami odločili dve stvari. Prvič, da enostavno vse, kar je malo dražje in da je notor nova tehnologija, je vse 4K, to je prva stvar. In pa to bo sploh, drugkrat bo tudi v tistih, kar ni najdražje, pa to bo praktično vse samo še 4K. In pa očitno je trenutno meja v razredih in v tehnologijah, ki jih dajo televizor, pač 55 palcev. Pač vidiš, da se nekje
vse nižje serije nekje končajo pri 55 in da se vse dobre serije začnejo pri 55. Ker tudi pri tem konkretnem Sonyju, če greš dol na 49 ali pa 43, imaš v bistvu oznako X83. Je pa že drug zaslon. Ni več čisti zaslon s temi pravimi barvami in tako naprej. Tako da, če imate prostor, se absolutno pol splača 55. Zdaj pa druga stvar je pa, če pa nimate prostora, oziroma če se vam zdi, da boste preblizu TV-ja, je pa pol spet vprašanje, ali se splača pri takih 49 ali pa še manjših diagonalah sploh kupovati kakšne zelo drage. Ja. Še nekaj sva pozabila. Kaj še? Krivine. To je bila stvar, ki smo jo zadnje 2 leti ves čas poslušali na sejmih. Na vseh TV-jih. Ukrivljeno, koliko je to boljša izkušnja, kako to se padeš v sliko noter in tako naprej. Zdaj, testirala sva tudi enega Samsunga, pa jaz pa pravic povedan nisem opazil kakšne zelo velike razlike med tem, ali gledam, da je tam spredaj malo krivo, ali da je ravno. Ne vem, no. Zdaj, če bi bilo to, kot sem že večkrat rekel, če bi bilo to res ogromen. In da bi imel blizu, in da bi bil obdan. Ampak dobro, če si pa blizu, pa tudi ne vidiš celega zaslona. Se je že pri takih, ko sem rekel, 55 je lahko za kakšen prostor enostaven prevelik, sploh če pa gledaš kakšen Full HD gor, kjer se niti slika dobro ne sestavi na zelo kratki razdalji, pač vidiš piksle, točke na zaslonu, da je vse skupaj še malo skoraj kockast. In moraš pa tako z glavo, kot da bi gledal nekaj pred sabo. To brez veze, no, tako da tudi te krivine. Jaz tudi vidim, da razen res intenzivno Samsunga, pa delno tudi LG, ostali tudi niti niso šli toliko zelo. Ne, imajo kakšen model za to, da ga imajo. Zato, da ga imajo, zato lahko prodajajo tistim, ki to res hočejo. Drugače pa se mi zdi, da je to spet ena tistih stvari, ki so bile, pa so probali biti modna muha in bodo tudi najbrž precej hitro zamrle, pa je mogoče en poskus nov čez 10 let, koliko je bilo ki ga pa zdaj sploh noben več ne omenja, ker tukaj sploh ni več. Ja, v specifikacijah sicer je, da ga podpira, ampak noben ga pa ne izpostavlja. Kakšni modeli ga sploh nimajo več. Noben ga pa ne izpostavlja, zares. No, pa mogoče še eno stvar povem pred koncem. Poceni 4K TV letos niso več toliko slabi, kot so bili lansko let, recimo. Tukaj so zdaj so dodali kodeke in so izboljšali same zaslone in tudi te hitre prehode pa tako naprej, tako da tudi če kupujete cenejši 4K, to ni več noben problem, da bi tam zdaj mogli pa trpeti ne vem kakšno slabo sliko. Naslednje leto pa tako ne 4K TV-jev sploh ne bo več, najbrž se bo že tudi kakšen 8K pojavil v trgovini, tako da se že veseliva naslednjih testov.